Ja, to ne. Ja. Dobro, super. Spoštovane in spoštovani, spet se pogovarjamo pri damah in tokrat predstavljamo knjigo Tatara s paintballa. In pogovarjali se bomo z avtorico te knjige, spoštovano gospodično Melanijo Grahovac. Melanija, dober dan, dober večer, dobro jutro. Pozdravljeni. Si prišla iz Celja? Ja. Porabila si 2 uri na avtocesti, avgusta smo, ne, septembra smo že, Septembra 2018. Septembra smo. Gužva na cesti? Ne. Ne, super. Ne. Gremo kar na knjigo ali gremo najprej na tebe? O knjigi oziroma o tebi, kakor hočeš. Lahko na knjigo. Dobro, v redu. Je knjiga, namreč, moram reči, da je knjiga posebno branje. Nekateri so se že ob spremljenem besedilu na platnici obrnili in so rekli, tega pa ne bomo brali, ali pa drugi pa ful zagrabijo. Ja. Kaj misliš, zakaj? Jaz mislim, da se ljudje še vedno bojijo brati kaj takega, kar ne poznajo toliko zelo kot druge stvari, no? Kot druge knjige, ki imajo mogoče take bolj splošne tematike. No, treba je povedati, da gre za erotično vsebino. Tako je. Zdaj, ja, lezbično vsebino. Lezbično vsebino. Zato, ja. Mogoče celo na meji, lahko rečem, da smo na meji s pornografijo? Ne. Nismo. Ne. Nismo. No, ker nekateri kritiki so namreč na tej meji se ustavili. Ja. To sigurno ni. Za mene ne. Ne. Jaz to ne vidim tako kot ne. Dobro. Knjiga je osebno izpovedna ali ni, ker namreč gre za to, da je v prvi osebi pisana. Ja, v bistvu vse, kar pišem v prvi osebi, ker se mi zdi, da sem tak človek, ki se zelo dobro vživi v neko vlogo, ki jo pišem, ki jo predstavljam, zato v prvi osebi. Če je osebno izpovedna... Je pa roman, to je treba povedati z poslušalcem oziroma gledalcem in seveda bodočim kupcem knjige, potencialnim kupcem knjige. Če je osebno izpovedna, je to verjetno edina knjiga, ki ima največji del mene osebno. Nekako sem jo napisala ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je takrat bila ena taka potreba, da bi ta del sebe dala ven, nekako na papir. Je nek moj pogled, kak je, ko spoznaš eno osebo, kot je ena prava oseba prekriža pot. In to je to, nekako. Ni pa vse moje osebno, ni pa to čist moja zgodba, ne. Večina zgodbe je izmišljene, obdelane, postavljene v prostor, izmišljen prostor. Ne. To ni Slovenija, ne. Mislim, ni. Torej, Tatara s paintballa. Zakaj s paintballa? Kaj se dogaja na paintballu? Naslov sicer lahko razkrije kar precejšen del zgodbe, tako da preveč ne bom povedala, bom pa ravno dovolj. V imenu se skriva, v naslovu se skriva eno ime, enega od pomembnih, skoraj glavnih likov, pa enega dogodka, kjer se recimo nekako vse skupaj začne. Malce več. Je v bistvu... Gre za trikotnik ali ne? Nekaj časa pa je trikotnik, Nekaj časa v nekem, mogoče bolj na začetku knjige se gre za trikotnik in tak trikotnik se začne ravno na paintballu. Tam se spoznajo, tam 2 punce, Ela in Leota, spoznajo še tretjo. To so srednješolke ali študentke? Leota je srednješolka, medtem ko je Ela študentka in isto Tara. In dogaja se v Celju?
Ne. Ne, vsaj malo ne dogaja se v Celju. Jaz vem, ampak ja. Ne dogaja se v Celju. V bistvu tudi to je nekaj takega, nikoli se... Namreč en Celjan, ki ga tudi poznava, mogoče oba skupaj, Aleks Cepoš, je v vseh svojih knjigah pisal autobiografsko in vse se dogajalo točno v tistem bloku, v tisti ulici v Celju ali pa v tisti stavbi ali pa v tisti gostilni. No, v glavnem, malce. Ne, ravno to ne, ker nikoli, karkoli pišem v izmišljenem kraju, izmišljeni državi, ravno zato, ker hočem, da si ljudje predstavljajo svoj kraj, svoje mesto, svojo domišljijo, da nimajo omejitev, da nimajo tega, da vidijo ta blok ali pa ne, ali pa to gostilno. Zato tudi vsa imena krajev, imena gostiln, vse je vedno izmišljeno. Gre za roman, za izmišljeno zgodbo. Tukaj ni mej, ne? In tukaj nočem imeti mej. Torej, zato. Tatara s paintballa je tvoj prvenec. Tako je. Prvenec in prvencu se ponovadi vsi najbolj posvečajo. In kako dolgo je? Ta kar zajeten roman, strani je 155-160 strani. Kako dolgo je tekst nastajal? Zgodba o nastajanju tega teksta je v bistvu kar zanimiva, ker je to edina knjiga, ki sem jo začela pisati na roke. Ne? Na roke? Na roke. Na roke. Na roke v prvem letniku faksa. Še ni bilo računalnika? Ampak ne, da ni bilo, ampak nekako sem mogla zapomniti čas. In sem začela pisati to na roke, ampak jo takrat nisem dokončala. No? Takrat je obstala, ker očitno ni bil pravi čas, pa sem jo potem čez par let prijela in dokončala že na računalniku. Na roke si začela jo pisati zaradi tega, ker si jo skrivala. Namreč na računalniku je vse dosti bolj vidno. Ne, nisem ga sabo nosila. Ne? Jaz sem pa hotela to pisati oziroma ne vem, in med odmori, in med prostimi urami, in med faksom, in med predavanji. In kadarkoli je pač takrat bilo tako, da sem si kar napisala. Ne? Je bilo najlažje. Ne? Nekaj časa sem to pisala na roke, pa sem pa to pretipkala in je definitivno zdaj in jo dokončala in zdaj pišem na računalnik. Ja. Ampak je tudi to ena izkušnja in je del prve knjige. Taka je. A tako? Torej si ti to v svojem srednješolskem obdobju? Ne, to je bilo nekje, na prvem letniku faksa, to je bilo nekje 2009, ko sem jo začela. To je zdaj že zelo dolgo, ampak kot sem rekla, čas takrat ni bil pravi, jaz sem jo potem dokončala 2014 in jo potem... Potrebno je pa povedati, da že prihaja druga, ne? Tako je. Tekst za drugo knjigo končan, pripravljen. Tekst za drugo knjigo je definitivno končan, pa še za kako naslednjo tudi. Tako da sem zadnjih par let kar pridna glede tega, dosta aktivna in mislim, čist iskreno, ves svoj prosti čas posvečam pisanju. Večino, mislim 80% verjetno, ja. Zdaj malce manj, ko si zaposlena v muzeju. Zdaj, zadnje leto me kar malo tale čas, ampak se za dobro organizacijo tudi to da. Zato pa imamo telefone, da kdaj vmes kaj zabeležiš, da ne uide kakšna misel, ideja. Torej vikendi za računalnikom. Ja, tudi večeri, ko pridem domov, vedno vsaj 1 ura vsak dan. Ja, super. Zdaj, tako da naslednja bo. Veliko ljudi v Sloveniji piše, ne? Večina jih piše poezijo, mlajših, ne? Ampak tudi literatov je vedno več. Odkot ta potreba? V bistvu ta potreba je že kar skozi, že zelo dolgo. Jaz sem se že v osnovni šoli začela zavedati te potrebe po tem, da dam nekaj ven iz sebe v besedah. In takrat je celo nastala ena knjiga, ki pa... Ne bo nikoli objavljena? Ne, ker jo še sama to še prepustimo času. Zelo težko pogledam, ker je res pač taka, res osnovnošolska. Tisto ni, ampak je nastala, potem po tistem je mogoče nastala kakšna zgodba na 2 straneh v Wordu, ker verjetno sem mogla nekaj sam ven dati. Pol pa Tatara, no. Za njo, ko sem dokončala Tataro, so pa zadeve kar letele iz mene. Ja, ampak nismo odgovorila, zakaj? Zakaj pišem?
Od nekod prihaja želja? Seveda, želja prihaja. Jaz že od nekdaj imam dost, se mi zdi, da bujno domišljijo in je nekam treba to potrebo dati. To je to, no, pisala bi v vsakem primeru, tudi če bi vedela, da nikoli ne bom izdala, tudi če bi vedela, da ne bom, pišem v vsakem primeru, no, tudi ne v prvi vrsti za sebe. Vedno, tudi ta Tara je bila taka, sem jo prvič napisala, sem jo napisala zaradi tega, ker sem jo hotela sama prebrati, no. Velikokrat se to zgodi in tudi zdaj se dostikrat vračam k branju svojih zgodb, ko se mi zdi, grem, odprem in preberem kar tak naključno eno stran, kar ne vem, pač nekaj me vleče nazaj k tem zgodbam. Čeprav sem jih jaz napisala, pa bi nekdo mislil, vse pa to veš, ne? Ampak se vseeno čisto lepo lahko uživim v bralca in se zgubim v zgodbi. To je en razlog, zakaj. Drugi razlog pa zato, ker bi rada svoje delo predala naprej ljudem, ker bi rada, da še kdo prebere kaj takega, še posebej knjige, v katerih ni veliko knjig pri nas, posebej slovenskih knjig, teme, nove teme, tabu tematike. Zato, ker bi rada, da se pogovarjamo o tem, da beremo o tem, da pišemo o tem. Zakaj misliš, da ni več knjig na to tematiko? Mogoče smo vseeno malo manjši trg kot ne. To mogoče pa drugače pa ravno to, kot smo rekla čisto na začetku knjige, ker je takoj en rizik, če bo brana, ne? Če bo izdana, če bo... Tako da to, verjetno to. Nekdo, ki hoče iti... Vsaki knjigi je rizik, če bo prodajana, če bo brana. Zdaj mislim, da tukaj je razlika, ne? Seveda, če jo hočeš napisati zato, da jo boš prodal, ali zato, ker jo hočeš napisati, ker je v tebi in jo moraš dati ven, ne? To se potem razlikujejo zadeve, ne? Jaz pač zadevo napišem ne glede na to, ali ne gledam že vnaprej, a bo nekomu všeč, a se bo nekdo spotaknil. Kakšen bo honorar od tantiem? To tako. Ampak glede na tvoj stil pisanja je tudi to pričakovati, da se bodo tantieme počasi dvignile, a ne? Lepo bi že bilo, pa ne zaradi honorarjev ali karkoli, ampak zato, ker se mi zdi, da bi bilo prav, da bi malo več govorili o tem, malo več brali o tem. O čem? O tem, o čem? Treba povedati, ker nekdo je pred 5 minuti... Se pravi, mogoče o LGBT populaciji. Tako? Predvsem to... Mislim, ne vem, jaz mislim, da manjkajo zgodbe o LGBT populaciji, definitivno zgodbe in knjige, ki niso strokovne, se pravi knjigo, ki ti romane, ki ljubezenske zgodbe, take zadeve, tega ni. Pa v medijih, mogoče tudi premalo. Ja, definitivno. Moramo, zdaj še sicer ne vem, ampak mogoče celo že lahko predvidimo, da tudi ta knjiga ne bo v medijih ravno prišla dobro skozi, imamo občutek nekako. Ja, kot smo že prej rekli, da nekateri potem to že na pornografijo. Ja, saj več razlogov je, ne? Več razlogov tu. Je kar veliko lahko, ja, če bi šla zdaj razloge naštevati. Ne, jaz podpiram svoje delo in podpiram svojo knjigo. Dobro. Slišim, da naglasuješ, jaz sem ves čas govoril Tatara, tipa Tatara. Ja. Zakaj? A ni to pomenka za streljanje? Tatara? Ne. Aha. Vidiš, kot sem rekla, no, lahko je tudi, ne? Seveda, lahko je tudi, ampak ne, mišljeno je bilo, kot sem rekla, se v tem naslovu skriva ime Tara, ne? Lahko bi bilo ta Tara iz paintballa, ne? Če bi to zdaj tista Tara iz paintballa. Ja, seveda. Ampak ne, nekako nismo dorekli, kako naj bi se izgovarjalo. Prepuščamo bralcem. Ta Tara iz paintballa. Dobro. Mogoče je odlomek? Če bi prebrala. Da bi prebrala odlomek? Lahko najprej tudi povem. En kratek odlomek. Tudi o tem sem razmišljala, ne bom rekla, da nisem, seveda sem. Torej ne boš?
Razmišljala sem, kaj je odlomek, ki mi je všeč. Mislim, ne? Pa se je težko odločiti. Težko je najti, da bi zdaj rekla, tole je pa tisti moj najljubši. Izberem na ključno stran? Ja, ne vem, mogoče. Ne, daj ti. Da bi prebrala odlomek. Ja, kakšen kratek odlomek, mogoče bi bil zanimiv gledalcem. Kot sem rekla. Kratek odlomek iz knjige Tatara s paintballa. Ja. Bi bil strani avtorice zgodovinsko dejanje. Kaj? Ja, če bi ga prebrala. Ja, sam zdaj glih razmišljam, kateri bi bil tisti. Ja. Imaš mogoče kako idejo? Ne, prepuščam. Lahko začneš, čisto na začetku. Mogoče. Ne, na začetku ne, ker začetek je tisti, ko ga vsi vidijo. Ne? Ja. Tako da mogoče začetek je na platnicah objavljen. Ja, to mogoče ne bi, ne? Čakaj, da razmislim, da bi videla. No, bom našla, zdaj imam v glavi, kaj bi. Prebrala bom enega od svojih teh ljubših, mislim, odlomkov, ki so mi všeč. Pa če sva že prej začela pri paintballu, pa bi mogoče tam začela. Ne? Sam trenutek, da se jaz pripravim. Tako. Pa da vidim točno tisto. Pa me le ustavi, ne? Če bo predolgo, brez skrbi, pa ne bo. Ne, se ne bo. Te bomo radi poslušali. Z veseljem. Ja, torej. V petek zjutraj me je klical Samo in me vprašal, kako se imava. Predlagal nama je, da lahko greva nedaleč stran na paintball in takoj po zajtrku sva res šli. Nanja sva pustili doma. Bilo nama je super, dobili sva zaščitni obleki in orožje z barvami. Tekmovali sva s parom in ga premagali. Odšli sva na kavo in se kasneje odločili še za eno igro. Tokrat sva tekmovali z bratom in sestro, a sva igro izgubili. Na koncu sva z Leoto malo čvekali s fantom, s katerim sva igrali zadnjo igro. Kar dobro smo se ujeli. Do njega je prišla punca, ki je igrala z njim, njegova sestra. Predstavil nama jo je. Ime ji je bilo Tara. Že na prvi pogled sem vedela, da je lezbika. V meni je vzbudila ogromno zanimanje. Takoj sem opazila njeno suho, a mišičasto roko, polno pisanih zapestnic, tatu na tilniku in zelo zanimivo verižico. Ko mi je podala roko, se me je dotaknila in me pogledala v oči. Je v meni nekaj kar poskočilo in me zelo vznemirilo. A se nisem ozirala na ta občutek. Imela je nagajiv nasmeh, polne ustnice, prelepe bele zobe. Povedala je, da so z družino na počitnicah v bližnjem kampu. Ko smo čvekali, sem opazovala Leoto. Njene oči so potovale po tem neznanem telesu in skoraj bi lahko rekla, da je tudi njo ta zanimiva punca vzburjala. Popoldan sva si zaželeli pice. Jaz sem jo pripravila, Leota pa je ta čas na sprehod odpeljala Nanja. Ko se je pica že pekla, sem na terasi pila pivo in kadila. Pogledala sem proti gozdu in videla Nanja z belim ogromnim psom s črno liso tu pa tam. Kasneje sem izvedela, da je pakistanski mastif, psička. Veselo sta se igrala, si nagajala in tekla naokoli. Za njima pa sta iz gozda prišli Leota in Tara, punca s paintballa. Leota je Taro povabila na pico in pivo. Najprej sem bila malo presenečena, moje srce je začelo hitreje biti in v trenutku sem občutila nekaj lepega. Njena družba mi je zelo prijala, tako dobro in polno sem se počutila ob njej. Pojedli smo pico in popile že vsaka 3 piva. Pogovarjali smo se o vsem, a nobena ni začela lezbične teme. Leota je predlagala, da bi lahko kaj pokadile in zvila sem nam joint. Prižgala sem ga, potegnila dim in ga takoj podala Leoti, ki ga je potem delila s Taro. Nekako sem želela biti pristna, trezna, tudi Tara je naredila samo dim 2. Leota pa se ni ozirala na naju in je skadila, kar je ostalo.
Tarine oči so bile tako skrivnostne, a po drugi strani se mi je zdelo, kot da jih poznam že celo življenje, a sem se vseeno izmikala njenim pogledom. Ko me pogledaš, moram reči če ali pa končaj. Tako nekako. Odličen odlomek si izbrala, super. Hvala za ta prebrani odlomek. Ja, ta je bil prvi, ko sem pomislila, no, ko si rekel, ravno zaradi naslova in Tare. Zdaj, da si ga pripravila. Jaz sem si ga, ker je to en moj najljubših. Ta opis Elinega rojstnega dneva in knjigo, konec. Ja. Se nekako zadeve začnejo. Prejle si že malce omenila poslanstvo, zakaj pišeš in kaj bi ne bilo poslanstvo. Mogoče se malce bolj poglobiva v to, mogoče poskusiš malce bolj odgovoriti o poslanstvu tvojega pisanja. Na splošno, zakaj pišem? Ali pa celo, seveda. Ja, zdaj, en del je tisti, ko pišem zase in zato, ker imam potrebo potem, da zadeve dam ven iz sebe in iz svoje domišljije. Drugi del je pa ta, ko želim pisati o zadevah, ki niso tako poznane med ljudmi in ker želim to predati drugim, predati naprej, spodbuditi tudi neko razmišljanje o tem, pogovarjanje o tem, morda kritično razmišljanje o tem. Zato. Zdaj se veliko pogovarjam z ljudmi, z prijatelji in znanci o pisanju o knjigah. Pa sem se ravno zadnjič s sodelavko pogovarjala in sem ugotovila, da v bistvu, morda če nekdo misli, da je odprt in dojemljiv za drugačne zadeve, mogoče mora prebrati mojo knjigo pa se vprašati še enkrat, preveriti, če je res. Res, sem ugotovila, da to je kar taka dobra. Ker če spraviš to skozi in še katero nadaljno, potem mogoče si res, če pa ti to ne bo šlo, pa mogoče nisi tako... Seveda, s tem si tudi nakazala oziroma povedala, da ta knjiga, tvoj literarni prvenec, roman Tatara, Spenbola, o katerem se pogovarjamo danes, je drugačna. Dost ima neke take tematike, seveda je tudi veliko erotičnih zadev, ker pač je tudi to del nečesa. Širi meje na nek način v slovenski literaturi. Hkrati pa, vidiš, to je dobro. Javni besedi. Hkrati pa še vedno pokaže, kako je lahko en drugačen par enak vsem ostalim parom. Tako da tudi to je, mogoče nekdo, ki se boji, pa ne pozna nobene lezbike, nobenega lezbičnega para, gejskega para, LGBT para. Mogoče pa lahko prebere, pa vidi, da ni nič drugače. Kaj pa bi? Kaj pa bi bilo drugače? Ampak ljudje... Ja, seveda. Da ni nič drugače, isto je. V bistvu se spomniš katere druge knjige slovenske? Jaz se ne spomnim, da bi bila tako direktna. Ne. Zdaj v okviru Škuca izhaja nekaj, ampak to je dosti zaprt krog, ne? Se mi zdi, da so tam še vedno nekako dosti bolj strokovno knjige, ne zdaj, Na znanstveni podlagi utemeljene teme o drugačnosti. Na tak način napisane in tudi na tak način erotično omenjene je tudi dosti podrobno, ni zdaj, mislim, meni ne pride na pamet nobena knjiga. Temu primerno verjamemo, da bo knjiga tudi prodajana. Ja, to bi bila kar dobra. A si že prejela kakšne pozitivne, negativne kritike? Zdaj, glede kritik, seveda, lagala bi, da bi rekla, da sem zdaj googlala veliko, pa brala te kakršnekoli komentarje. To nisem. Najbolj všeč so mi osebne. Osebna mnenja in osebne kritike, ki jih dobim, in te so mi tudi, ker potem lahko dejansko z osebo poklepetam in mi pove, to je bilo kul, to ni bilo kul, to me je zmotilo, ker je res, ene ljudi kaj zmoti in jim je kaka zadeva odveč. Enim je pa glih to v redu. Zdaj, čisto odvisno, pač ljudje, kritike so bile pozitivne in tudi take, da bi kaj mogla spremeniti, ampak sem pa tudi sama sebi velik kritik in vem, kaj mi pri tej knjigi ni bilo všeč, kaj mi ni toliko všeč, kot mi je kaj. V glavnem, in sem to popravila.
to popravlja pri vsaki nadaljni in to je to. Ampak ta je prva in sem ponosna na njo in prva je prva. Prva je prvenec. No, če kdo izrazi željo oziroma mnenje, da treba kaj spremeniti, je potem se zelo poglobil in ima močan interes v zvezi s tekstom. Je potem je to zelo zraven. To je pravzaprav odlična pohvala. Ja. Tudi sama, to je bila recimo taka zadeva, ko sem jo tudi sama opazila, to je to. Ampak je pa ta knjiga taka, ko je ne bi zdaj spreminjala. Tudi če bi zdaj šla še enkrat jo pisati, jo bi pustila tako, kot je. Ker je prva, no, tak je že mogla tako biti. A si knjigo, prosti, izvoli. Ker si prej rekel, da posvečajo prvencem največ časa nekako, ne? Najdlje nastajajo po izkušnjah. Pa mislim, da pri meni ni bilo tako. Mislim, da ne vem zakaj, meni se zdi, da nisem največ časa posvetila tej knjigi. Največ dela, truda. Se mi zdi, da je to v tej, ki bo naslednja išla. Nekaj bi te vprašal, a si ti knjigo prebrala? Svojo? Ja, ker zdaj, ko je natisnjena. Ja, 2-krat. Si? Ja. Ja. Takoj, ko sem jo dobila, je bilo prvič. Res, nisem se jo mogla spraviti prebrati, hotela sem jo že parkrat prebrati, pa nekako ni šlo. In sem res čakala tiskano verzijo, ker je to povsem drugače kot tisto scrollanje drugače je tak. Ja, takoj, ko sem jo dobila, sem jo prebrala. In tekst drugače dojemaš, kot pa takrat, ko ga pišeš, oziroma ko ga pripravljaš, ko ga popravljaš, ko ga urejaš. Zato pravim, da velikokrat grem brati svoje zgodbe in knjige nazaj. Recimo, včasih nimam dan za pisanje, bi pa neki. Ali pa imaš tak dan, pa grem, pa res najdem, si vzamem eno zgodbo, eno stran naključno, tako kot sva zdaj, in namreč to, berem. v zvezi z medijem, eno je elektronski medij, ko si rekla skrulaš po ekranu ali pa na papirju, bereš tiskano knjigo, sprašujem iz izkušenj. Namreč jaz muziko slišim drugače na CD-ju, drugače na vinilki, svojo glasbo, na primer, drugače na živo, na koncertu, ali na kaseti, ali na video, na DVD-ju. Definitivno je drugače. Definitivno zvok slišim drugačen zvok, čeprav je ista in ni totalno nič drugače obdelano. Ni drugače masteriziran posnetek, masterizacija se reče v glasbenem poslu, ampak drugače slišim zaradi medija, zaradi samega dojemanja medija, verjetno, ali pa tehnologije, ali kakorkoli. Ja, jaz imam tudi še vedno raje fizično. In tudi velikokrat si kaj, kar pišem, natisnem in berem stran od računalnika. Velikokrat. Je to del in ustvarjanja in kakšen je bil občutek potem, ko si? Boljši, kot sem pričakovala. Seveda je to prva knjiga, zavedaš se, kaj lahko prinese za sabo, kaj bo prinesla za sabo. Imela sem malo takega skeptičnega, nisem bila čisto prepričana, ali je to bilo zdaj prav, ali ni bilo. In je bilo ful boljš, ko sem knjigo dobila fizično v roke in jo fizično prebrala in pogledala. Je šlo hitro skozi, hitro minilo branje. Ja, in pletnice in vse. Ja. Super. 2-krat sem jo prebrala. Verjetno jo bom še kdaj. Včasih je tak dan, pa res vzameš. Čeprav je tvoje delo, mislim, vse mogoče ravno zato, ker ne glede na to, je moje delo ali ni moje delo, hočem mogoče brati tako literaturo, ki pa je nimam na voljo, razen morda kaj v angleščini. In potem grem k svojim knjigam. To je pomembno, to je potrebno povedati slovenskim bralcem, potencialnim kupcem knjige, da takšne literature v Sloveniji ni na voljo razen tvoje knjige. To je izredno pomemben podatek. Super. A imaš pripravljen še kakšen kratek odlomek mogoče? Ja, sam da ga najdem. Vem, kaj bi, samo trenutek. Lahko pa tudi publiko spodbudimo k kakšnemu vprašanju.
je mogoče ta čas med tem, ko iščem. Sej bom našla sam. Aha, sej že bom kar tam. Izvoli. Samo malo. Tole bo. Okay. Leota mi je decembra organizirala žur za 27. rojstni dan in to je bilo nekaj, kar je omembe vredno. Ker je bilo res super, sproščeno, z odlično glasbo, z odličnimi ljudmi, z vsemi, ki mi karkoli pomenijo, izvrstno hrano, tako odraslo, a hkrati kljub vsemu zdivjano, pokvarjenost in seksualno noto. Ta večer sem se po dolgem času spet počutila odlično. Bila sem spet jaz, takšna, kot sem bila, preden sem jo spoznala, preden je ukradla del mene. Bila sem celota, ker je bila tukaj na moji rojstnodnevni zabavi, po Leotini zaslugi. Čisto nedolžno, kot stara znanka s počitnic. Prišla je sama in prišla je v največji špici žura, kar je še dodatno nabilo moj adrenalin. Leota jo je pripeljala do mene, takrat sem mislila, da me bo zmanjkalo, a je bil zraven samo in me je na hitro zbistril. Čestitala mi je in mi v roke potisnila majhno škatlico. Niti objeli se nisva, skrivali vsaka svojo bolečino, vsaka svojo željo in koprnenje. Cel večer je bila tu, nekje ob meni, prav tako kot tudi Leota, ki se je ravno ta večer odločila preživeti ob meni. Bila sem malo zaščitniška, na zabavi je bilo polno lezbik. Vsaka, ki jo je pogledala, je kaj hitro odšla stran, ker sem vedno Tarino pozornost preusmerila nase. Ves čas sem bila pozorna nanjo, moje oči so bile vedno pri njej, a še vedno tako, da ni bilo opazno. Smešno mi je bilo, kako nihče ni opazil te energije med nama. No, vsaj tako sem mislila. Mama, ki je bila tudi na žuru, mi je kasneje nekega dne omenila to energijo, ki sva jo izžarevali staro, tisti večer, a več ni želela spraševati. Ni ostala dolgo in obe sva vedeli, da je boljše tako. Preden je odšla, sem za trenutek dobila možnost biti sama z njo. Samo je Leoto zvabil v skladišče po neke stvari, jaz pa sem Taro pospremila do avta. Ko sva hodili do avta, sva molčali, besede pri nama tolikokrat sploh niso bile potrebne. Iz torbe je potegnila ključe in se naslonila na svoj avto. Stala sem pred njo in jo gledala. Vsak njen gib me je pritegnil, zavedno bi jo lahko opazovala. Ob njej sem postala tak voajer. Pogledala me je, želela nekaj reči, pa sem jo ustavila in rekla: Tara, vem. Samo potegnila sem jo k sebi v objem, jo močno stisnila, roke ovila okoli nje in v tem trenutku je bila samo moja. Super, hvala tudi za ta lep odlomek, zanimiv, dinamičen. Gremo na naslednjo temo, moče greva na naslednjo temo. Zdaj si postala pisateljica. Kam se, če se sploh pozicioniraš na slovenski literarni sceni? Tako strokovno vprašanje, na katerega ne vem odgovora. Ne, gremo mogoče tako, imaš stike z drugimi literati, pesnicami, pesni? Ne, res ne. Sniki. V bistvu je... Ne greš na literarne večere? Na kaj že grem, kaj veliko ne. Ampak ne, da bi namensko delala na mreženju svojem... Nekako mi zmanjka časa, morda še to prihaja, glede na to, da je to vse skupaj zdaj še malo bolj sveže. Mislim, se jaz pišem že zelo dolg časa, ampak o tem nikoli nisem govorila. Veliko ljudi, zelo bližnjih ljudi okoli mene niti ni vedelo, kaj vse nastaja in v hiši in na mojem računalniku. Zdaj sem počasi začela to deliti naokoli, povedati, da pišem, povedati, da sem izdala in mogoče tudi to, kdaj seveda počasi. Mi pa trenutno, letos res malo zmanjkuje časa, da bi šla se zdaj, pa ni, v Celju tudi ni tukaj veliko tega. No. Celjski lokalni mediji so te že povabili v intervju? Ne, mislim ne, nisem. Ampak sej sva še na sveže s tem, ne? Ja, moramo eno predstavitev narediti. V Celju, ja. Tudi, na Celjskem gradu.
tudi o tem sem že razmišljala in se pogovarjala, karkoli bomo objavili, da bodo ljudje pravočasno zvedeli, bomo še tam potem v okolici Celja morda res kako predstavitev knjige naredili. Kar v centru. Mogoče res kar v centru, ja? V Mladinski knjigi, na primer. Kaj pa druga knjiga, o čem? Nadaljevanje? Ne. To me marsikdo vpraša. Ja, no, ja. Ne vem zakaj, mogoče je to kak znak, ne? Ne. Mogoče zato, ker se Tatara tako konča, ne? Če pogledaš, ima tak konec, marsikdo misli, ne, a bo naprej, ne, o tem še nisem. Jaz jo preprosto vidim kot uspešnico v nadaljevanjih. Mogoče pa in to je realna možnost, po mojem. Mogoče pa tudi, zaenkrat pa o tem nisem razmišljala, no, včasih imam toliko idej, da je potem tako težko se osredotočiti in res pisati samo eno zadevo hkrati. No, pa sem toliko pridna, da sem se sama sebi dala mejo, da delam eno delo hkrati, eno knjigo ne moreš, ne? Pa si druge stvari sam tam devam ene alineje, da ne zbežijo. Tako da druga knjiga je meni osebno še boljša. Še bolj bo podirala meje, ker je drugačna. Še bolj drugačna od te in tudi še bolj erotična. Je pa zgodba o dveh gejih. Je pa obrnjen. Mislim, če je ta lezbična, je tista gejevska. O dveh uspešnih moških zaposlenih na področju medicine, ne bom preveč povedala. Meni je super knjiga in odzivi... Zdaj pa moče res preveč, ja, ker bomo jo morali tiskati jutri. Ne, odzivi na njo do zdaj so bili super, tako da to je vse, kar povem. Super. Dobro. Še kaj nisva? Ne vem, še kaj nisva. Veliko nisva, seveda. Preveč ne smeva. Ampak ja, mogoče, kaj je še potrebno o tej knjigi povedati? Da je na ekološkem papirju natisnjena. Morda tudi to. To je tudi pomemben podatek. Ja, Romeo Štreklin, ko je oblikoval knjigo, je kar se tako navdušil, da je svoje ilustracije primaknil. Kar mi je zelo všeč in sem zato, da v to smer nadaljujemo oziroma da tudi vsako knjigo popestrimo. Recimo tole, tole prva zadeva. Tisti, ki piše s srcem, ostane v duši tistega, ki bere. Vsako knjigo, ki jo začnem pisati, jaz si nastavim tisti svoj Word in potem grem poiskat eno tako misel, ki se mi zdi primerna za tisto knjigo. Tako da vsaka knjiga, ki jo začnem, na začetku to misel. In mislim, da bo to ena taka stvar, ki bo na začetku. Se mi zdi, da potem nekako ti da en tak začetek v branje. Ja, skupaj zato, ne, s tem. Saj, kot rečeno, deležnike oziroma sodelavce pri nastajanju knjige si navdušila, vsi so se tako s pozitivno energijo to knjigo delali, ne? In res dosti lepo oblikovan izdelek. Zelo lepo oblikovan izdelek. Naredili. Tudi zato, tudi to sem pozabila povedati, tudi na to sem dobila pohvale na videz knjige. To je marsikdo, že sama ta črna barva za to pinki, to je marsikdo omenil in komentiral pozitivno, seveda. Tako da to je tudi nekaj, kar sem pozabila. Ja, vsi so se izredno pozitivna energija je skozi celotno nastajanje knjige sevala. To je tudi en tak moj namen, ker hočem, da je pozitivnost okrog te knjige, vseh mojih knjig. Melanija, mogoče še
še enkrat izzovemo poslušalke k vprašanjem. Kako dolgo si izbirala naslov knjige? Naslov knjige? Mislim, da vedno pustim prazno to prvo stran v Wordu, preden začnem pisati, ampak pol vedno nekako pride. Tako, ko je bil paintball, to sem vedela, je bila Tara, je bilo ime, ker imam en tak seznam imen, ki so mi všeč in jih potem tam ven črpam. In je nekako tako pol to bilo. Tako da nisem tako veliko časa porabila za izbirati naslov, ko bi ga mogoče lahko. Nisem namensko, zdaj pa gremo iskati naslov, pa dajmo pisati primere. Ne, mislim, da je prišel tak sam od sebe. Hvala. Kakšno vprašanje? Še en odlomek mogoče za na konec? Ali... Lahko. Ja, super. Lahko, dobim lahko malo vode, da mi tam... Ja, ker ne, zdaj, če bova... Gostitelji nismo poskrbeli za ne, sej, jaz gostujočo. Tudi nisem. Ja. Zdaj, če bova brala, ne? Ja, mislim, prosim. Bom brala, potem... En takšen kratek odlomek bi mogoče še kar pasal. Imaš morda... ali bi tokrat na žreb? 101. Stran. 101. Ja, upam, da nismo še. 101. Sam trenutek. To si prej pogledal, ne? Ne. Sem da vidim. 101. Razmišljala sem o Tari. Ja, ne, to sem jaz tudi... Tu lahko začneš, ne? Dava res to. Imam... Dobro, pa deva to, no. Ne? Če si rekel 101. Dobro. Ni obvezno, ampak lahko. Ali si premislil? Ne, dopuščam ti možnost, da izbereš kaj drugega. Ja. Ja, izvoli. Ja, en me mika, ne veš, ko sem rekla, da imam 3 najljubše odlomke. Zdaj pa 2 sem prebrala, ne? Daj tudi tistega. Ja? Če sam trenutek, da ga najdem. Tole bo, ne? Ojoj. Konec. Ne bom šla čisto do konca. Samo malo, da vidim. No, ok, da bo tak začetek, ne? Tole bo. Ok. Petek, 12. julij. Točno to sem. Bravo, glej. Sem drugače ne more biti. Petek, 12. julij. Vstala sem že ob 6. zjutraj. Itak čez noč sploh nisem veliko spala. Če me ne bi Tara pomirjala po noči, bi bila kot zombi. Skuhala sem si kavo, hodila po stanovanju gor in dol in še zadnjič ponavljala svojo predstavitev oziroma zagovor diplomske naloge. Tara je vstala ob 9. Pripravila je zajtrk, a nisem mogla pojesti skoraj ničesar. Okoli 9:30 sem se morala urediti. Tara mi je pomagala, da sem se uredila do potankosti. Oblekla sem oprijete kavbojke, črno srajčko, zelene olstarke. Nadela vse svoje zapestnice in ostali nakit, da sem dodala nekaj barv in izgledala bolj jaz. Frizuro sem imela zmršeno kot vedno. Tara je šla z mano. Pred faksom so spili kavo, pokadila sem 3 cigarete. Skočili so še na WC. Stopila je za mano v kabino. Lulala sem, pa me je gledala, me je poljubila. Želela, da ostanem. Naslonila me je na vrata, stala za mano, me poljubila po vratu in s prsti leve roke dražila moj ščegetavček. Vzela si je čas,
Bila sem vznemirjena, njeni dotiki pa so me tako umirjali in me totalno vzburjali. Vedela sem, da nekaj namerava. Rekla mi je: Ela, hočem, da tega zagovora nikoli ne pozabiš. Hočem, da si sproščena, kot da sem ob tebi, kot da sem v tebi. Poslušala sem jo in sploh se nisem zavedala, da je ob mojo analno luknjico nastavila nekaj, kar ni bil njen prst. Nadaljevala je: predstavljaj si, da stojim za tabo v predavalnici pred komisijo in imam prste v tebi. Počasi je zarila vame analni čepek in ni bil tako majhen kot prst. Prijalo mi je in iz pičke se mi je kar cedilo. Bom preverila, ko boš končala. Hočem, da si mokra kot še nikoli. Bodi pridna in dobila boš orgazem nove dimenzije. Super. Najlepša hvala tudi za ta odlomek. Mislim, da so gledalci dobili En mal uvid uvida v sočno, kako in sočnost kaj knjige. lahko preberejo v tej knjigi Tatara s paintballa. Zdaj, jaz bi predlagal, da se ti zahvalim, razen če imaš mogoče kakšno sporočilo za bralce. Sporočilo za bralce je, naj Posebno preberejo knjigo, sporočilo. naj si kupijo knjigo, naj preberejo knjigo, naj komentirajo knjigo. Za kak kontakt, če ga ne najdejo na internetu, te lahko tudi pokličejo, karkoli dobijo, daš moj kontakt, če bi želeli. To je to. Naj Drugače preberejo pišeš knjigo. tudi na naj KMCS Medija, Kulturno-medijski center, objavljaš kratke zgodbe, nekaj tudi iz te knjige. Tako je. Sicer pa si me spomnila, na socialnih omrežjih se predstavljaš drugače, ne kot Melanija Grahovac, temveč Ja, kot MK Lamerov, tako je. Lamerov. Tako, MK Lamerov, ja. Ampak tudi, če napišejo Melanija Grahovac, najdejo kar dosti. Kaj to meni? MK Lamerov. Kalimerov? V bistvu je to bilo kot nekako, ko sem razmišljala o tem, če bi to predstavljala javnosti, pa nisem še vedela, ali bi zdaj šla s svojim imenom, ne bi. Pa sem rekla, dajmo si izmisliti eno tako ime in je to bilo to. MK Lamerov, M kot Melanija, K kot upam nekoč moj bodoči priimek in Lamerov, čist beseda, ki sem jo sestavila iz svojega priimka, imena, Super. pogooglala in tega še ni bilo in mi je bilo všeč. Zato je bilo MK Lamerov. Super. Tako da to je to. Hvala to. tebi. Najlepša hvala, to je bila Melanija Grahovac, ki je bila z nami na tokratnem pogovoru pri damah, dobesedno pri damah. Predstavljala smo knjigo Tatara s paintballa. Melanija, najlepša hvala in veliko uspehov pri pisanju knjige v bodoče ti želim. Hvala.